svetnikov enako ali pa večje, kot je bilo v prejšnjem mandatu, kar pomeni res iskrena hvala, oddelali ste vsak na svojem področju. Prav gotovo smo prepričali tudi z programom, z našim minulim delom, kar je tudi, rekel, odgovorna popotnica za naše delo tudi v prihodnje. Glede na to, da smo v zgodovini pokazali, da tisto, kar obljubimo, tudi postorimo, verjamem, da bomo, ne verjamem, dajem tudi zavezo, da bomo to tudi, kar smo napisali, kar smo skupaj pripravili kot program, tudi uresničili. Bom se še potem enkrat zahvalil, ker se še hočem zahvaliti tudi ekipi, štabu in tako naprej, ampak zdaj mislim, da je priložnost, da še damo besedo županu. Sem že mislil, da boš nekaj. Upam, da ste bili vsi na volitvah, glede na to, da ima slabo udeležba, ne? Jaz sem vesel, da je z nami tudi predsednik stranke, moj dober prijatelj Franci Bogovč. Mi smo se spoznala pred davnimi leti ravno na prvih županskih volitvah, jaz sem v Celju. Bravo. 16 let nazaj, eno nedeljo dopoldne, ko smo šla na takrat je stranka, ne vem, mogoče je bila najbolj pred denarjem, ampak je vsem kandidatom eno obleko za volitve klonila. In oba, ko smo se spoznala, smo imela isti čas meritev, mislim, da je v hotelu Merks, smo drugega gledala predvsem ne za vplivo, ne, pa se ne more zmagati, Krškem, on je enako v bistvu za mene v Celju. V bistvu smo oba takrat zmagala, Krško je bilo včasih bolj SDS, Trdnjava, Celje, pa ne bom govoril. In smo takrat dobra prijatelja, politična sopotnika, malo se menjujemo na vodstvu stranke, čeprav nama je obema že rok trajanja malo potekal. Sicer meni je, Francijo pa še ne, jaz ga tako ne čujem. Drugač pa, jaz bi sem zahvalil za ves ta čas, ki ste ga v kampanji posvetili našemu cilju. Naš cilj smo si jasno zastavili. Želimo, da Celje ostane še naprej dinamično mesto, ki ga vodijo politiki, ki se znajo soočiti s problemi, ki so pošteni in korektni do sebe, do ljudi, ki jih na nek način predstavljajo v mestnem svetu. In res vsem iskrene čestitke za odličen rezultat. Tako smo ponosni, da smo pravzaprav edina občina, mestna občina, tudi sicer je malo mestne občine v Sloveniji, ki bi imele strankarsko opredeljene župane, mislim, da razen Celja pa Velenja je ni. Zdaj je to tudi edina občina, mestna občina, kjer je Slovenska ljudska stranka zmagovita na obeh področjih. Rečem, da že pravzaprav 16 let prevzemamo odgovornost za razvoj tega mesta. Dejstvo je, da tisti, ki ima nekako vodilno vlogo, ima tudi največjo odgovornost. Jaz sem izjemno ponosen na to, da smo odprti, da nimamo nekih predsodkov. Naše politično delo je verjetno za zgled marsikomu žal. Ravno iz Slovenije pride manj ljudi pravzaprav k nam na obisk in na ogled dobrih praks, kot pa iz področja bivše Jugoslavije, pa tudi ostale Evrope. Pogovarjamo se z vsemi, ne glede na politični pol. In to je tisto, jaz še v 16 letih ne spomnim ene zdrahe ali pa prepira v mestnem svetu. Jaz osebno spoštujem res vse, ki so upravljali delo mestnega svetnika, to je velika čast za vsakega. Na drugi strani pa jih spoštujem tudi zaradi tega, ker so se sploh odločili svoj čas, znanje in še kaj nameniti za delo v javno dobro, kar pravzaprav lokalna politika je. Lahko smo res ponosni na kampanjo, ki smo imeli, bila je estetska, kreativna, zelo kulturna. Povedali smo, pravzaprav je pokazala tudi intelektualni potencial stranke in liste, ki so sestavljali ne samo strankarski kandidati, ampak jaz mislim, da smo imeli vsaj tretjino kandidatov na svetniški listi, ki niso člani naše stranke. In to so listi temelji, na katerih lahko gradimo tudi za prihodnost, na katerih gradimo svoj optimizem za naslednja 4 leta, ki verjetno ne bodo tako rožnata in tako lepa, kot si vsi želimo. Jaz smo reči, da smo v tej
dobrem rezultatu, na eni strani vesel, na drugi strani pa sem žalosten in zaskrbljen, ko gledam, kaj se dogaja na državi, ker po 3 mesecih, odkar smo imeli volitve, pravzaprav še nimamo neke operativne vlade, kjer se zdi, kot da smo se vrnili neke čase, za katere sem osebno bil prepričan, da so zavedno menili, ko se za prevzemanje javnih funkcij pravzaprav ugotavlja družbeno-politična primernost, tisti starejši se boste spomnili, kaj je to pomenilo, in ko se pravzaprav nova oblast in nova politika ne ukvarja z predvolilnimi obljubami in problemi državljanov, ampak se bolj ukvarja z volilnimi ali pa ne vem kakšnimi obljubami iz minulih časov, kaj bomo prodali nemški državi, kaj bomo prodali kakšni drugi državi. Tudi v tej volilni kampanji v Celju se je pokazalo, da je v bistvu nezaposlenost tisti največji problem, s katerim se bomo mogli soočiti. Mi si želimo, da bi lahko igrali tu bolj proaktivno vlogo, smo to povedali že prejšnji vladi, predprejšnji vladi, v prvi priložnosti bomo tudi tej vladi, ko se bo nehala ukvarjati samo s sabo in svojimi problemi, in upam, da bomo lahko v Celju tudi ta voz pomaknili malo naprej, oziroma kar se tiče odstotkov brezposelnosti nazaj. Jaz ko sem leta 1998 postal župan, je bila brezposelnost v Celju 24-odstotna. Bilo je zelo težko, malo kdo se spominja, da smo recimo leta 1999 na pragu 21. stoletja v Celju imeli po zimi redukcije, zaradi tega, ker nismo imeli denarja za plačevanje elektrike. Žan se isto smeji. Ampak takšno je bilo stanje takrat in seveda preživeli bomo tudi z takšno brezposelnostjo, kot imamo, ampak ne nazadnje pa dolžnost politike, državne, pa tudi nas, lokalne, da omogočimo neko stimulativno gospodarsko okolje, ki bo dovoljevalo razcvet gospodarstva, ne pa, da živimo v nekem takem vakumu, ki spominja bolj na neko smrdljivo mlako, kot pa na neko perspektivno okolje, kamor bi prišli potencijalni investitorji ali iz Evrope, ali iz sveta, pa ne nazadnje tudi to bi bil že uspeh, da vsaj slovenski potencijalni investitorji ne bi bežali preko meje v Avstrijo ali pa še kam drugam. Nocoj je priložnost za veselje, uživajmo ta trenutek. Jaz vam želim lep večer, pa seveda veliko uspeha in veliko volje pri upravljanju vaših poslanstva, tistim, ki ste ali ki boste izvoljeni za mestne svetnike in svetnice, hkrati pa seveda računam tudi na vse ostale. Vsak ima neko znanje, jaz pravim, kamorkoli po svetu gremo, se lahko kaj dobrega naučimo, kak primer dobre prakse. Mi smo servis 48 videli v Indiji, v Srbiji, ko bi ste bilo mislili, v Srbiji je pa vse narobe. Skratka, računamo na vas, na vaše znanje, na vaše pozitivno razmišljanje in na vaše pripravljenost za to, da naredimo vsi skupaj kaj dobrega za to mesto tudi v tem prikajočem danu. Hvala lepa.